Na Tinju letos praznujejo 50. krajevni praznik. Osrednje praznovanje je potekalo v petek 19. junija. Program se je začel s kulturno prireditvijo v Domu krajanov in gasilcev na Tinju, nadaljeval pa pod velikim šotorom z gasilsko veselico. Na slovesnosti je zbrane nagovoril predsednik krajevne skupnosti Tinje, Maksimilijan Tramšek. 50 let prehojenih poti, če se ozremo nazaj, 50 leti, takrat, ko se je nekako krajevni urad organiziral, danes ste še nekateri z nami, vso to prehojeno pot, in ko sem nekako se pripravljal, kaj vam je danes sploh povem, sem pobrskal po teh starih prvih zapisnikih z leta 76-77, ko še bilo vse v dinarjih zapisano, ko so se formirali ti vaški odbori, ker se je razpravljalo, koliko vodovodnih cevi bomo dali ta odbor, kje bomo morali to novo pot, ali v avtobus vozil do Tinja, daj bo do planine. In to je zaznamovalo, tako sta nas popeljala že Žan in Maja, tisto prvo obdobje. Z Marjancev gre v šolo, so zagovarjala 80. leta in borba, da ohranimo šolstvo na Tinju. S pridobitvijo nove šole je šel razvoj dalje. 90. z ustanavljanjem društev in seveda z pridobitvijo večnamenskega doma krajanih gasilcev. Veliko današnjega dela, vse ta čas je deloval svet krajevne skupnosti. Skoraj 30 letja se bistveno ni spremenilo. Bili so naši krajani, ki so z veseljem ponos nekako orali tisto prvo mladino. Niso pa bili samo projekti tisti, ki so zaznamovali naš kraj. Seveda, pri vseh teh projektih nam je vedno ostala v strani tudi občina Slovenska Bistrica. Bi se rad tudi tu zahvalil županu, dr. Ivanu Žagarju, ki že 30 letja vodi to občino in je vedno znal prisluhniti tako Pohorcem, pa ne samo Pohorcem, nekako poenotenemu razvoju podeželja in mesta. Hvala, gospod župan. Seveda takrat ni bilo ChatGPT-ja, bila sta samo dva telefona na Tinju. Danes se trudimo pripeljati optično omrežje v vsako gospodinstvo. Jaz verjamem, da nam bo to jutri tudi uspelo. Je pa ta sodobni čas nekako zaznamoval tudi menjavo generacij in s ponosom lahko rečem, da že 20 leti delujemo v svetu mlajša generacija, ki nekako prevzimamo to odgovornostno nalogo. Bi se tudi rad zahvalil vsem tistim svetnikom, ki stojijo v strani in nekako peljemo ta razvoj dalje. Niso pa samo projekti tisti, ki so zaznamovali nas Pohorce. Tako je že bilo omenjeno, so tudi nekako ta družbeni utrip, da smo znali ostati ljudje, da smo znali najti sočut za sočloveka in s ponosom lahko rečem, da so to naša društva, ki delujejo v kraju. Bodisi kulturno-umetniško društvo, bodisi ljudsko izročilo, a športno društvo in seveda brez naših gasilcev ne gre. Brez te humanitarne note in te današnjega dela. To je pa tudi rezultat, da nam idej in vizije in ciljev ne zmanjka. Mi še se bomo naprej trudili. Hvala vam, da nas podpirate. V prazniku pa vam želim, da se danes poveselite, bomo ponosni na prehojeno pot, tisto slabo pozabimo. Če bo kaj takega, kaj bo na vdih, nam sporočite in želim predvsem, da danes uživate v praznovanju našega praznika. Hvala. Zbrane je pozdravil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, sicer pa so prireditev popestrili s kulturnim programom.